Kreni. Ja, pizde, sam pritisnil nisem, sem dal nazaj. Ja. To sem navedel. Okay. Malo golfam. Ja, sem bedno uvedel. Če Razen če mi ne poveš. Razen če mi ne poveš. Se nam povedal, to mora še skrivnost. Imamo mi neki dosti skrivnosti. Da smo kar skrivnosti, smo bili že prej skrivnostni. Smo neki skrivnostni zadnje čase. Ja, nač, ne? Sploh vam nič več ne povemo. Se bomo. A bomo danes samo knjigi skroz? Tak svet je, Black Cube pa to. A ja, je. Skrivnostni. Kje si zdaj to najdu, pizda? Je skrivnostni. Black Mirror je. Tudi Black Mirror. A ne Black Cube? Tudi Black Cube. Vse je stari. Zakaj to vse Black? Sam ne vem. Mogoče je taka pač... Ta črna, ki je neki taka... Cool. Premium. Ja. A ja, vidiš, veš, ti kartice so bile zmeram, ne? A veš, črna kartica je bila una, ki je... Ta jača je, vale. A ni še kakšna platina stala? Ne. Črna je bila, mislim, da je bila zmeram najjača. Ja, sej še zdaj. Ja, valjda. Sam zdaj ni več sam Diners, ali kdo je imel ta prvi, ali en imel ta prvi. Diners, mislim, da je imel Diners. Diners ta prvi, zdaj imaš tudi na vem, pri Mađarih pa pri Nemcih, posod je, ta črna je ta Ja, valjda, ne. To je zdaj raco standard, ker vem, da je Čo razlagal, da sem mu dal ta črno, ker se je bilo ful ugodno nekaj. Ja, ful je pa ugodno. Ja, nekaj je rabo, pa je še nek kredit, pa je pol že zraven dubo. Tako te prepričajo, da to je rabaš. Sam je članarina Jurija. Ne, se bavim. Ni dosti manj. Ne, te od bank te črne so bolj čip. Pač to sam ta najdražji pakete, no. Se pravi, na mest 8 je, ne vem, 3-kratnik najbrž ali pa 45, 42. Ne vem, nimam. Narabam. Nočem. Narabam pa nočem, ja. Tako, kaj si rekel. Najrabi bi še na un paket ta navaden. Da mi unga brez. Ja, si imaš Revolut, ne? Sam pa sem moram s firmo zmeniti, pa se mi ne da. Pa se lahko veš jim, ne? Da ti kaj si... Pa se mi ne da. No, se to je pa druga stvar. Ka pol zihar je še neki drugega. Ja, z bankomati imaš pol težave, ne? No, vidiš. Mislim, se imaš tudi Revolutu, če imaš to osnovan paket za džabe, on je 200 evrov 200 evrov na mesec, ja. Aha. Kar načeloma, zdaj, ker se itak več nam plačuje z karticam. Vse ne porabim več keša, po mojem. Ja. No, vse je to, ne? Vse, ja. Ne, imaš pa itak pa baš unga še vmesenga, mislim, ni pa še enkaj mal za plačati. A ima tudi to črno? Ma, veš, da imajo. Oni imajo metal, ja, kleno. Ali je še ultra huška metal? Ne vem, mislim, da je metal najhuška. Premium je... No, sej, kar čakajo, te kaj plačala, to to se bomo gor na peru zmenili. Ja, pač imajo. Te kartice ljudje imajo. Mislim, da je stil, ja. Metal, whatever. Neki. Tako da ja, ne, futbol je še zmer. Brcajo, zdaj bo malo konc. Kdaj pa finale? Mislim, da je 19. če se prav spomnim. Bo je v Trump. To je drug teden, stari, to je drug teden. Mislim, ne, ta teden v nedeljo. Ne, naslednji teden ko bomo imeli naslednjič, bomo že vedeli, kdo je prvak. Ja. Oziroma ne. No. Oziroma mi ne, pa tudi vi ne od nas zveli. Ja, tako. Ker mi tega ne bomo povedali, ker... Ne, ker smo raje... Ker bo to naša skrivnost. Ja, Trump bo podaril. Tako, kaj je bil Super Cup, kaj je tudi on. Ti si hotel speljati dol. Kar še tam, kaj ponavad, ne, daš tis, pa greš dol, ne. On je pa kar svetu zraven, pa sem mu še rekel, vsi so ga čudno gledali, kaj ti tukaj delaš? Marš mu delati. Ja, on je ostal prvo na dvigu, ne, a veš, kaj imajo, pa dvignejo, ne, pa pol konfeti dol, pa. Protokol njemu, kar smo videli že zanč Karlu, ne. Je tudi ni šel, ki je postal na Kamilo Ljubosumen, pa je kar svojim začel roko dajati, zato ker pačuna se z njimi rukuje, kaj kurac so štiri rukuje, se bom rekel, kako se jaz rukujem z njimi. A veš, da pide rokovanje in njemu pomembno. Ali z dementen, ali pa prfuken. Ali oboje velja. Lahko je tudi oboje. Odgovor je oboje. Mislim, drugače ne more to jeti, čestno. Res ne more. Mal še narcisoiden. No, vem, ampak lej, mislim, se to štejemo v spektr prfukenga. Mislim, to je tisto, kar pač je deviacija od
normale. Ne. Yep. Mislim, pa zdaj bi že verjetno mogli neko novo definicijo normale postaviti. Ja, se malo se tele Mislim, premikajo. glede na to, kako vse to gledaš malo po netu, folk, pa to mislim, da bi mogli na nov postaviti normalo, no? Ker je to... Ampak zakaj bi mogli, če se je folk, mislim, če je folk čist... Ja, ne, ti folk tu trapo Overtono okno, ki je Pogovski nas naučil, ne, da pač se premika. Vem, da se pravi, zdaj reči, kdo je normalen, a smo mi normalni, nismo jaz. Vse to, no. Mislim, ti moraš normalnost postaviti, da bo glavnina, ne. Ja. Tam, kaj je glavnina, tam bi mogla biti normalnost. Ja. Ne, in to zdaj smo vsi malo zavili, ne, iz Titovog puta. Sem bila. Stari sen se zgodi, stari še Janez je, kurba, veš? Ja, ampak kako je pa on zavil? Zanj sem slišal, da je bil... On pa je bil na Titovem putu. Sploh nisem videl, da je bil zagret marksist, da je on to bral. Še veš, da je bral. Tis, ko smo se pogovarjali, da bi ne mogoče Kapital bral, mogoče lahko pa sami Janeza pokličemo, da nam pove taka krajša obnova, pa da se ne matramo. Bral in obhajal je. Bral in obhajal in tudi se udeležal teh združenj, pa debat, pa to, tako kaj treba. Verni. Ja. Verni poslušatelj. Mislim, sam po se ne, glede na razlago, obrazložitev tega društva Skala, ne. Našega priljubljenega društva. Skala, ja, se je kmalu odbil od laži. Ne, sam to, da. A misliš, da to on sam piše, stari? Še se je bil tudi novinar, ne? Se je za Mladino pisal, pa vatno, pa par knjig napisal. Ja, takrat, če ni bilo, takrat, ki so to obrazložitev skup spravili, še ni bilo AI, ne? Ja, se to, sem res upije. Mislim, ali je to mogo res enega dobrega... Ne, to je Komrovška šola. Moraš biti, ja, se to pa ne rabiš AI za to. En iz srca napisal, ali pa iz srca napisal, veš? Ja, se mogoče pa če sam diktiral, ne? Ja, lej. Se zdaj že lahko v voice memo napišeš, poslušaj, tole napiši. Ja, tako je. Hvala. A veš, če sam ne narediš, pol je zmerzen kurc, ne? Ja, valjda. Veš, pa slabe volje. Tako pa je dober ratelj in še zdaj hvalimo to, ne? Ja. Mislim, da je bilo v več epizodah, Ja, sam je res, no, je res izdelk, no. Lično je naredjen. Je tako, obrtniško je pripeljano do... Jaz bi rekel, da je kar epohalen, tako, ne. Da res zaobjame lik in delo z najboljšimi besedami na najboljši možen način. Slovenščina... Ta odboj mi je všeč, to sem že malo pozabil. Slovenščina na višku svoje slovenskosti. Ja. Tukaj je, z tega smo se mogli jezik spomniti, za tega. Ja. In zato ga moramo tudi ohranjati. Ja, seveda. Da vse te streče naredimo z njim. A veš, ga res popeljemo v višave in daleč stran. Tako. Ja, mislim, modro nebo, ne tako. Aha, ja. Sam je pa tudi angleščina bila slabi, veš prej, ker prej se je zmešala s francoščino, pa zdaj vem s čem še. A ja, res, kaj? Ja. Oni imajo, zato imajo toliko besed, zato ker so pač Francozi neki cajta bili tam, pa se jim je zdelo, da bi malo ponucati. Niso bili taki puristi očitno, ker še niso, veš, koncept naroda, takrat, ko so se oni tam dajali okoli 1100 neki ali 900 ali neki, ne vem, kaj pa sem. Mislim, da se je takrat vse skupaj nekako gibalo okoli zastave pa ozemlja. Ne? Ja, tako je. Koncept naroda pa še ni bil čist. Narod pa jezik, pa to pa še nista bila določena. Ni bilo fuzbola. Še ni bilo normalnosti. Ne? Mislim, ni bilo fuzbola. Ja, seveda. Ni bilo fuzbola. Ja, ne, zato smo naredili narode, da bomo lahko fuzbol prvenstvo. Se ni bilo, da narod nisem bil narejen za to, da bomo mi nacionalizme zganjali. Sam to pa je devijeralo, veš. Tako. Za fuzbol. To je bilo za fuzbol narejen. Exactly. Ja. Sam pa je pošlo svoje potne. Ja, no, pa se pač evolvira, tako kot vse to drugo, ne. Sam ni nujno, da zmerna dober, ne, veš. Ja, ne, sam, a veš, to tako, ko smo se že, mislim, da smo se že pogovarjali, ne, pač
zaradi tega, ker pač imamo tako kratek ta lifespan, ne, pač ti to negativno deviacijo od median-lina vidiš kot nekaj slabega, ampak stvari se zmeram v nekih valovih dogajajo, ne, in zmeram gre mal gor, mal dol, ne, ampak dokler je median-line na gor, ne, je pol to vse v redu. Je vse dobro, ja. Zdaj, če mi vidimo, da gre v našem življenju pač mečken ali pa da gre na dol, imamo pač, se nam zdi, da je v bistvu konc sveta, ne? Ampak mogoče bomo 5 generacij porabili za to, da bomo šli dol, pa bomo šli pa spet gor, pa bo pa, ne vem, 7 generacij pa v bistvu šlo skozi navzgor, recimo, ali pa nekaj takega. Mislim, sicer zgodovine pač ta moja trditev ni prav pogosta. Ampak ja, mislim, zadnji sreč zgodovine, statistično gledano pa ni bilo. Ta po drugi svetovni vojni je bila malo hokejska palca krivulja, ne? Je šla v bistvu iz precej slabo na ful dobro, ampak zdaj pa popravk. No? V bistvu, če bi gledal, iz ekonomskega vidika je to popravk. Seveda. Zdaj gledamo. Malo bolj upis, da je popravk. Ja. Okay. Ker smo bili preveč optimistični. Temu ni tako. Moramo spet median-lineu se moramo približati z vsem skupaj. Se pravi, v bistvu je dober zdaj pisa. Mislim, še zmeram je dober. No? Vse v bistvu je dober. Ja. Poletje, fuzbol, prvenstvo je. Tako. Mi še zmeram nakladamo. Tako mora biti. Nobene gobe ni bilo velike na nebu še, da bi rekli. No, dober, čak. Ne, s temi stvarmi pa ne iztrčiti, kam Milen 14 dni naprej snima. Ne bi zdaj. Sicer, če bo goba, tega ne bojo slišali. Čez par generacij tistih, ki si rekel, ko šlo malo na gor. Še smo en posnetek. Lekaj se zavedali, da bo goba. Da bo goba. Fuck. Okay, kaj gremo? Ja, poletno je treba. Na drug teden bomo šli po 5 minutah. Tako, valjda. Ker je to pa res nisem kamerno. Zdaj smo v vizu, če to sprašuješ. Je. Pogledati moramo minute in zdaj bo 12:42 stavko. Ja, zdravo, kopalke in kopalci. Ja, kako? Brisače naše še nimate, ne? Ja. Mi tudi ne. Ne rabite. Sej ne rabite, ja. Ne rabite. Ne, naše brisače je v bistvu škoda zato, da vam je pol ukradejo ali pa boh ne dajo oni policaje, veš, ko zdaj hodijo pobirajo pa stran mečejo. Mislim, pa 100 evrov dati za to, pa dragocene brisače. Mislim, ne, 42 bo, sorry. Da ti za pol tole vzame, res škoda, ne. Zato jih pa še nismo naredili. Ali bomo pa dali še tako neki, veš, anti-theft sistem, ja. Začne tult. V en kotak, v drug kotak pa malo LSD, če už hotel. Tako, ja. Veš? A misliš, da moramo tukaj parjavati? Kdaj bojo ti brisače? A misliš, da moramo tukaj parjavati ali pa kaj tako? Ne, nič. Če piše, da v štoparcu domaš malo snovi. Vse mi jasno. Ne, avion hoditi z njimi. Če v knjigah piše, da je to policijskih psov okrog. Stari, eni ljudje govorijo, mislim, se držijo tega, kar v knjigah piše, pa pač ne, a veš, ne. Mi se lahko tudi, saj kaj češ. Ko je šli na šopca, veš, pa se bo v kranu pas utrgal, policijski sketnje. Ne vem, taca hoditi, ali kje imajo že pese. Sam v kranu. Ne vem, kje. Mislim, da jih imajo povsod. Ne, blizu policijskih postaj z brisačem. Sem razen, če prej pocuzate. Nikoli ne veš. Ja, še zmeraj ostane. Pozabili smo sploh nadaljevati, da je to podcast o bajeclo, o papigah in življenju in sploh vsem. Ja, mogoče. Eno papigo, ki jo smo že videli, zdaj bomo pa še videli, če bomo videli uno papigo, zaradi katere smo prišli sem. Saj ne vem, če bo to danes. Bomo videli. Govorimo pa namreč, kadar govorimo o tej knjigi, govorimo o zadnji knjigi Douglasa Adamsa Zadnja priložnost, ki je napisan skupaj z Markom Carmodinom.
In kljub vsem tem neverjetnim podatkom smo mi še vedno Aljo. Beli. Inzi. Hvala tudi vsem, ki nas že podpirate. Hvala za vse ribe.si. Nas pa lahko podprete tudi tisti, ki nas še ne. Dajmo zdaj narediti 1,5 minute ful dolgočasnega nakladanja o tem, kva dobijo vse ljudje. Sam jaz sem že pozabil. Ful stvari dobite, pa ful je dober. Pa če boste nas podprli na tega dolgočasnega nakladanja, kva oni dobili. Mislim, poslušali, ne, bo, je ads free, ne, bo fit. Aha, ja, okay. Tako bomo naredili. Drugi pa reklame. V bistvu. Ja. Ja, zadnjič sem poslušal, da v bistvu večina podcastov v Ameriki tudi brez, sam s Patreonom ne gre in da moraš oglasiti. Tako da sem pogledal na naš hvala za serijo.si, pa sem videl, da imamo isti problem. Tako da treba je zadevo. Špar! Ja, hvala, ker ste z nami. Ja. Zdaj za enkrat. Generična trgovina iz Avstrije. Ja. Tukaj bomo govorili o generični trgovini iz Avstrije. Ja. Nakupovanje v generični trgovini iz Avstrije je zelo prijetno. Aljo pravi, da imajo zelo dobro glasbo. Aljo, povej, kaj je v tej glasbi iz generične trgovine? Glasba je samo za te božične prazne. Mislim, ne vem, drugače ni toliko naporna, no, ampak. Ali pa, ne vem. Za božično. To ni bilo, zdaj moraš hvaliti to naše generične trgovine. Ja, ful ste v redu. Še bolj, ne bolj, ki mi pa ne. Ampak je pa fajn, kaj kupiti. Ja, včasih imajo let, vse imajo, ful mas. Zdaj je tudi leda zmanjka, ampak ne, v ti naši generični ga nikoli ne. Ne, zmeri ga imajo. Zmer pripeljajo iz odzad. Tako. Ne, oni skrbijo za potrošnika. Da bo večkrat prišel in zadovoljen odšel. Tako, in banane so vedno rumene. Ja, koncu glasega bloka. Ne delamo preveč, ko bomo pa rezati. Torej, v glavnem, zdaj še enkrat, zdaj moramo pa še enkrat povedati, hvala, da se ribe.si vas pričakuje, da ne boste poslušali takih oglasov. Ja. Tudi lahko gremo pogledati, kaj smo v prejšnji epizodi obdelali, če se spomnimo. Če se kdo spomne. Pa smo nekaj od fuzbola. Ja. Ne, mislim, da je v knjigi govorimo. Ne vem. Smo pa tudi nekaj od fuzbola. Ja, ne, bili smo. Ker sem bil na zadnje kleblo. Ja. Šli so proti Kevne ledenike, so gledali, pa leteli, letijo že full cajt. Tako da pojmo v kvarnik, pa pogledamo, kaj se bo zdaj zgodilo zares. Zdaj smo pa tle. V glavnem, ledeniki so, helikopterirajo se gor in dol, a ne, pristali so že v bistvu, ne, na temu, tle smo bili, da so pristali na grebenu, so pristali visoke, k stu mater, še bil se je pošalil, da če pa pihal, pa ne bi bilo v redu. Pa tudi on ne bil tle, ker oni se je nonšalanto čik pržgal pogledal, kaj delajo. Oni so se pa baje tako, a veš, najprej z glavo naprej, ne, da vidiš, kam boš stopil, pa kaj je kje, ne. Kaj je bilo očitno zelo strmo. Se spomnil na hribe nad Čavno počjo, ki je približno tako občutek. A ga ni pa Luna Genor ga še nekaj sprašvala o nekih prigodah njegovih letalskih? To smo že povedali zadnjič, ki si je zažgal. To smo že zadnjič povedali. Ne, ker smo bili, smo že obdelali. Ja, seveda. Ja. No, ampak bil je pa še en drug model zraven. Don Morton, dobrodušen možakar, zgledal je Ken Vikar. In je delal na vladnem oddelku za ohranitev ptic. In je za te ogrožene ptice res naredil nekaj veliko. Tako. In je tudi ena zabavna štorija, ki je povedal za to sistem sledilne sklede, ki ga Douglas ni slišal. Mislim, razlage ni slišal v helikopterju. Tako, ker je bilo preveč na glasu vse skupaj. In je bil, kljub temu, da je bil, ni bil užaljen, ampak malo bilo okor, malo bil zoprn. Malo je bila okor situacija. Gaynor je slišala, on je vse razložil, Mark je slišal, Douglas pa nič. Douglas pa malo. Kaj te je bilo? Nekaj kabel se mi je zapletel. Kabel se ti je zapletel, ja.
No, glavni sistem sledilne naprave je pač ne sledilne sklede naprave. Še to se je sprašval, če je mogoče to kakšen, a veš, ne, krožnik na vrh hriba ali pa nekaj, če kaj tazga, ampak očitno ni. Ne. Ja, no, pa Don še enkrat razloži, da v bistvu ne vem, če sledilna sklera je v bistvu, ne sklera, ja, skleda, ja. To je tam, ki imajo krompir not, ne. Pa prever, če... On ga je dal noter, no, v bistvu, pred kolkim cajtom se, ne vem, tisem, da je pozabil. En let nazaj. Ja, ja. No, in da bi ga pač pojedel, ne. Ja, pa sploh ne vemo, pa za katerega ptiča gre. To moramo povedati. Smo vedeli, nismo vedeli. Ne, nikoli nismo rekli, da smo v suspenzu, tako kot avto. Kapako, ne? Tako. Novozelandska papiga, ki je tam sam zato, ker je pač sam tam. Pa v bistvu, to vse, kakšno je, bomo še pol se pogovarjali. Ima pa zelo specifičen glas, no, zelo specifično oglaša. V bistvu, tako... Ne, Una se je specifično oglašala. Tako je, sam? Ja, ta se tudi specifično oglašala. Ta je recimo Una, ki Una se je pač Una celo povedala. Ona je povedala, kva je, ampak ta se ima svoj glas. Papiga, ne? Ja, tako. Tako. Ja, v glavnem. Tak prav bas smo v bistvu, ne? Tako. In pa zanimivo mi je bilo, kaj je avtor mogel razložiti bralcem in bralkam, kaj je to subwoofer, ne? Takrat je bilo to pač nekaj tazga, kar ni imel vsak tretji avto ali pa vsak avto v Dravlah. A veš, pač ne, si mogel razložiti, ne. Ampak je pa... Da so že kar bili pogosti, ne? V 90-ih. Ja, takrat je bil takrat ta boom. To si navlekel, sigurno si to skoraj mogel imeti v avtu. Takrat je bil ta boom s temi zadevami. Čeprav mogoče je bil ta prvi boom. Pol kufra, so tisti gadgeti zasedli. Če si bil ja, sam prav veliko ljudi tega nima več, ne. Če si hotel musko malo poslušati v avtu, ne, si mogel to narediti. Ja. No, če hočeš musko malo v avtu poslušati, pa če to že not. Ja, ima že not. Ne? Sam ljudje si dajo wooferje noter, zato, ker bojo radi, zato, da tako, v bistvu imajo radi ta kapako efekt, ne. Da čutiš najprej v prsih pa v riti, pa posod preden, da slišiš hudiča, ne. Da čutiš bas. Da čutiš bas, ne. Ne, takrat se to v 90-ih je bilo to kar... Moderna reč, ja. Okay, mogoče se je takrat začel, pa je zato mogel povedati. Ja. Po moje tudi malo, ja. V Italijo si dal novo polico narediti za zvočnike v avto. A res? Ja, seveda, ono ven, v Džaga, do druge zvočnike, v Majdiča, v Avstrijo. V Avstrijo, vala. Ne, nov avtoradio, ne. A veš, tist, kar je bilo, je bilo brez veze, ne. No, slučaj si višel, kaj vala. Ja, tako da ja. Ok, razumem, ja. Tako da vemo, kdaj se to dela. Narod naš dokaze hrane. Mislim, to ne, sreč tega avta ni več pri hiši. No, hodil sem reči, kakšna slika pa zdaj je. Mogoče, ja. Takrat tudi ni bilo te slike. Recimo, kaj je on bil trezan. Kaj je bilo treba kje v kažnem kempu poslušati, a veš, prav na glas, ne. No, se to je bilo pa dobro, ja, zato pa je bilo dobro. Sam, veš, takrat, če ni bilo zvočnikov, ne, izumljenih. In si jih imel v bistvu, mislim, ne, teh prenosnih v Bluetooth. Ja, seveda, ja, ne, tega si mogel odzad, how si mogel ljugati šponati ali pa katro ali pa vadeva. Ja, seveda. Pa upaj, da ne boš spraznil akumulatorja. Ja. Če predolg časa traja, ali pa si pozabil, ali pa. Ja, to je kar problem, ja. Ja, v glavnem, Kapako ima ful hud glas in avtor pove, da pač starodavne nočne papige so to v bistvu, ne. In oglašajo se pa tako, kot kličejo družico. Ne. Sam zajeban pa tem klicanju družice je, da on v bistvu toliko delce ga sliši, da družica niti ne ve, kje je. Ne. In potem je imel avtor eno dobro, to imam po mojem malo naprej, ampak se nima veze. Kaj pol to drug teden, ali kaj poveda? Ne, samo to štorje povem, ker ta je dobra, to lahko, da približno tako, tle sem, kje si, tle sem, kje si, tle sem, kje si, no, pizdati mater, da te iščem že full cajta, ker pa je, da samica lahko 20 mil, koliko, ne. Začut to. Del začut, ne. A veš, in pol mora samička Bogareva 20 mil hoditi, to je, ne,
Ja, nekih 30 km, Ja, 30 kilometrov, ne. Pa pride kje pa. Pa on ga ni On tam. ga ni, Ja. on pa še zmer, tle sem. A veš, Ne. pa kje si zdaj? No? Ja, tle sem. Ba je pa, da so deci to gledali, da pač ta sound oni, ki ga imajo. Ja. Ne bo on zdaj povedal, hej, ne. Mislim, da bi oni tudi mal evolucije rabili, da bi mal intervenirala ne, da v tej zgodbi. Ja, absolutno. Ampak mislim, je prav žalostno, veš, ko si predstavljaš, kako tako evolucija stoji ob strani in gleda to parjenje. Ne. Ja. Lej, mogoče včasih delali, jih je bilo več. Veš, so bili bolj na manjšem prostoru. Ne? Tako pa, če si manj jih je, večji prostor moš pokriti. Ne? Ja, seveda ne. Veš, mislim, pač dosti je bilo teh ptičev. Ne. Vse to. Ja, ne, in pol verjetno si prej kaslej na letu na enega, ki te je kresno. Ja. Pa ne glede na to, je bil to ki te je klical ali ne. Ja. Mislim, Ja. ne, pač, Zdaj, ki je pa ful mali, pa je. glede na to, ne, da je bila, bomo to tudi še povedali, da se je njej ta klic paritve, ne, se je vzbudil Zelo močno. ampak zelo poredko. Ne, da se je to zgodilo enkrat na 3 leta. Ne, Ja, kadar se je, ampak ne. takrat je bilo pa zelo močno. In sej zato je ona tudi lahko šla. Te ptice so velike, pa mislim, relativno velike, pa kar v korne. Pa hudične leti. Ja, Ampak zdaj pa že preveč govorimo. To je preveč, Stop. zdaj pejte na sladoled, lepo pa na pivo, pa to je to. Vse to, za ta teden. ja, pa če niste dali zvočnika na plažo, oziroma saj na sprehajalno pot tamle v Premantur, ne, a veš, moraš ga dati, pred baldahin, pa pred kar je pred baldahinom, a veš, kaj imajo ljudje še ta predprostor. Ne. Ja. Te, ki so ta redni. V glavnem predugrajo, da je zvočnik, drugače povrat. Če ne pa tako, kot pri teh ptičih. Nek zvok prihaja iz njih. Ja, ali pa To pa tudi res. Ja, to je tudi redo. Sam woofer. Tako za woofer, da je. Dajmo ful z basom govor, da bo bolj prišlo do izraza. Ne. A ti smo musko delo. To ni bil paritveni klic, ne. To je bil sam znak za konec naše epizode. Ne. Zdaj pa vidiš po kepu, ki babe letijo okoli. Kje si? Aj zaproba, da ne, probajte najprej doma. Dajte probati najprej doma. Najprej doma, v dnevni sobi, naredite eksperiment v naravi, da ne boste teh zvokov spuščali po kempu in bo po kepu poštala, razumeš? Pa si goli, pa košta voljo. Tam si že skoraj na polnak. Razen če so v enem kempu, ki si čistnak, se mogoče pa to ni tako slabo. V glavnem. Lahko pa probate, ne? Mislim, velja poskusiti. Tako. Kakor je Douglas rekel, nič tazga, ker liberalna družina širokih nazorov ne bi mogla preživeti. Tako je, veš. Tako. Pa smo ga. Tako imamo. No. Kaj, sem že kar konc? Če ti boš lojat, pizda. Kaj moram? Saj sem že vse povedal, da smo poslušali do konca epizode, ali kaj nismo? A smo? A sem to omenil? Ne. Ker smo prekinuli, seveda. Jaz sem čakal, da bi to. No, v glavnem, boš povedal. Hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo vam izdali paritveni klic, ki ga uporabljajte odgovorno. Pa zaščito. Tako to povedno. Absolutno. Še posebej, če dežuje. Ne, pa če so... Ne moreš ta prvega soseda brez zaščite, razumeš? Če je slučajno v parku, v kempu ratal zdaj le tole. Pa tudi če je prijazen, pa da veljamo, v glavnem pustimo. Zaščita. Ja, zaščita. Kakšne vrste zaščite vi uporabljate, nam povete na Discordu, dopisnicah, družabne omrežje pa puste prmah. Spet sem šel, a veš, v ponedeljek grem pa gor vržem, ne. In so se Američani ful bunili, da v Evropi pa ni klim, da je ful več, da je toliko smrti zaradi klim, kot v Ameriki zaradi strelnega orožja. Ne, res je, da Francija ima ful mal klim, to mi je zančun v razlagu, ko so šli v Pariz, veš, v glavnem. Je rekel, da moraš paziti pri hotelu /Airbnb, da ima klimo, da Francija tega ni imela do zdaj, ampak imajo, ne.
Mislim, za Norveško pa si mislim, da oni Da res ni ne toliko rabijo. ne rabiš, ne toliko ne Kaj do rabiš. Danske tudi Danska tudi je. ni, ne. Nizozemska manjše mogoče že temperature. malo, ampak le. Ta sredozemski del, Španija, Italija. Ne? Tle pa je klima, ne, posod. Mislim posod. Ja, lej, pa Ja. pač, evolucija je spet na delu. a ne. Ja. Ne, Tako da prilagoditi se je treba. Ne? prilagoditi se je treba, ja. Absolutno. Mislim, Zdaj, da vsi Američani preživijo, to ni dobro. Mislim, evolucijsko gledano ni dobro, no? Ker rezultati te evolucije se kažejo že v trenutni politiki, tako da pa mogoče kažejo se že bi komu mogli klimo odmontirati. kdaj. kažejo se že ne 20 let, ne Ja, 60 ja. podlage v resnici. Ja, Ne. Skladno s tisto hokejko ne, je tudi tle to. No, v glavnem, ja, državna omrežja, prosim, ne, ker tam se pogovarjajo Američani, zakaj Evropa nima klim. Čeprav ste vi to brali v klimatizirani pisarni. čeprav Ne, klima je fajn. Ja. ne, saj je fajn, absolutno. Skratka, z vami smo bili Alja Pelinzi in če ti ta podcast všeč, ga lahko oceniš, deliš ali podpreš. Hvala za seribe.si. Hvala lepa, Lepo se imejte. pa rad se imejte. Pa, a ste opazili, da nimamo klime? Ne, pa prej neki zujela, ni. Ne, to je sam tale. Da. Je ventilator, rekuperator. Ventilator. Lej, smo le 2 štuka pod zemljo. Tukaj, Predvsej pomagajo. ja. Ne, sej, A veš, tukaj tako je v 10. redu. Sam, če imaš pa vajo, pista, to pa ne bi imel. Pa kaj zopet? Ja, pa malo bolj zamigaš, veš, pa je takoj. Ja, tukaj smo le pod zemljo, ne, da to pomaga. Ne. Sam tapkaš ti za znogo, se začutiš ful. Ne pa verjamem, da se. Mislim, bolno, to hočem reči. Mm. Tako se s rokom krileš. Moš nekaj delati. Ja, dobro. Pejmo. Pa pejmo, ne. Cav južne kraje.